upam, da bomo prišli. Praktično stik recimo, da se vidi. Ja, takole sedaj. Rajčka in potem 3/4 Lupinga. Kot bi gledali pravo ameriško vojaško letalo, le na tokrat vertikala z 1 valčkom in pol in 3/4 Lupinga. Pa znova nizek prelet za sledopustce. Piloti pravih lovskih letal imajo seveda pri svojem letenju različne taktike. V začetku reaktivne dobe so bili piloti nekoliko podhranjeni, oziroma bolj rečeno letala njihova so bila nekoliko podhranjena z močjo, zato so večinoma izbirali manevre v horizontalni ravnini, no kasneje, ko so se turbinski letalski motorji razvijali, se je seveda povečevala tudi njihova relativna moč in tako so prišli do izraza tudi bolj vertikalni manevri. No, v zadnjem času pri lovcih 5. generacije pa seveda ponovno kombinacije v vseh možnih smereh, kot tudi različni prijemi pri kontroliranju oziroma uporabi aerodinamike, kar pomeni, da se letala tu ustrojena tako, da lahko letijo z velikimi opadnimi koti in je praktično največja omejitev v letalu prav pilot. Potem pa serija celojonijskih atraktivnih preletov letala F-15 v rokah Rajmečanja s poleti Kristjana Brejca s projektom KBL-12 in potem Kristjana Šlenčerja z modelom HOP in pa potem tandem Kristjana Pustinka in Žige Rozmana, čeprav mislim, da Kristjan ne more poleteti zaradi tehničnega defekta. Potem tudi polet Rovija Logarja z Extra 300L in pa Uroša Leniča z Extra 330 SC, dva zelo atraktivna modela. Potem pa tudi polet Piperja PA14, Miha Kramberger, Marko Frank z Albatrosom in pa Aleš Gašperšič s Kristen Iglom. Medtem tudi že spuščeno podvozje na letalo F-15. Tako je pilot zdaj preveril, ali je prvi izmed njih Kristjan Brejc, ki bo poletel z modelom KBL-12, projekt, katerega pobudnik je bil nihče drug kot legendarni Albin Novak, ki je v Sloveniji znan tudi po konstrukciji EL-5 in drugih letal. Torej, Kristjan je na njegovo pobudo, po njegovih skicah potem poustvaril letalo KBL-12, danes smo že svoje letala je bil učen, na njegovih koreninah pa je kasneje zraslo Kristjan Šventer z modelom HOP, to je tudi največje letalo na današnjem zrečenju, seveda na reaktivni pogon. Gre za zelo atraktivno repliko modela, oziroma modela, ki ga sicer uporabila angliška vojska, torej Royal Force, ki je gre mornariške zvezde, torej še vedno uporabi tudi ameriški marinci. Kristjan, čakamo, kasa. Luči sveta. No, danes smo videli že premierni polet tega letala, ki ga je odlično izvedel Kristjan Brejc pred očmi številnih gledalcev in tudi televizijskih kamer.
Esatto, il commento. Sarebbe più per darci Takole bili smo priča, torej čudovitemu poletu. Ja, takole, zdaj smo bili priča pravemu štartu letalskega turbinskega motorja. Model Kristjana Šventerja pa je počasi tudi že pripravljen za polet, seveda takoj potem, ko boste si glasni. Ja, takole, torej Kristjan Šventer leti s svojim vokom nad miskimši z izvlečenimi zakrilci oziroma flapi, kar pomeni nizko hitrost. Pri prvem poletu pa je rekel, to je bil še ne polet za primanje letala. V drugo bo šlo veliko bolj spektakularno, veliko bolj atraktivno. In sedaj seveda pričakujemo, da bo svojo obljubo tudi držal. Lepo je tudi lupi in takoj prehod v hrbtni let. Ter prehod v zavoj za 180 stopinj, oziroma verjetno kar za 270, ne 180. Hvala. Krepali motor. Prišlo je do ugasnitve turbine. Ja, takole, mislim, da bo vse v redu, kolesa so zunaj in Kristjan bo letalo varno prizemljil. Tako je, čudovito, pristanek bo seveda uspel. Bravo! Manever, ki se imenuje Heart Attack. Vendarle, usinek bi se mu sicer lahko pridružil, vendar mu je odpovedala tehnika. Žiga je pripravljen na svoj polet. Gre torej za akrobatski helikopter, če temu sploh še smemo reči akrobacija. Izredno natančno letenje je potrebno za to, da lahko izvedeš vragolije, kot jih bo sedaj pokazal Žiga Rozman tega malega helikopterja. Uživajte!
Questo millimetro Modelom Extra 300L. Za njim bo šel v zrak njegov klubski kolega Uroš Lenič, potem pa Miha Kramberger, Marko Frank, ale letenje poteka varno, torej da je v zraku samo eno letalo in da se bodo skupno upošteva vrste letenja, kot je na našem flightlineu. Torej, prvično so v flightlineu Kramberger, Marko Frank, Aleš Žarkovič, Rajnik Dancer, Kristijan Kretner, Nedan Panovski. Torej še enkrat poziv vsem modelarjem, ki želijo še leteti. Vsi tisti, ki bi želeli opraviti še kakšen štart, se javite pri voditeljem prostoru. Naše letenje bo trajalo, dokler boste imeli voljo. Vmes pa ga bomo prekinili samo takrat, ko bo na sporedu tudi slovesna razglasitev rezultatov. Torej, načrtovano. Rodolega v atraktivnem lebdenju.
Ne, na Čopatke mislim. A ja, Čopatke pa mogle biti, ja, no, in kam je ti dal. Pa te ne. Posprav pa ne vem kam da. Ok, dame in gospodje, Uroš Lenič je naslednji pilot, ki bo poletel z modelom letala Extra 330 SC. Naj vam povem, da je to letalo izdelano po povsem identični barvni shemi kot tudi original, ki leti v slovenskem registru z oznako Sierra 5 Delta Papa Sierra, katerega lastnik je Peter Podlunšek. Uroš Lenič pa seveda znan pilot v modelarskih vrstah z obilico mednarodnih uspehov, ki bo sedaj prikazal nekaj osnovnih informacij, ker te družba v svoji 30-letni karieri se pač ni naučil. Kako to je? Ja. Mislim, da predstavim nekaj akrobatskih točk, ki jih izvaja sedaj Uroš Lenič. Figura razpakana do neprepoznavnosti, čeprav je izgledala, kot da bi bila kubanska osmica. Tole je bil poskus horizontalnega leta v navtični smeri, potem mu je zmanjkalo moči in še prekrižal je komande, zato se je avion prevrnil na krilo. Videli ste tudi neodločnost pilota, ne vija bi zarolal v levo ali v desno. Pa ponovno premalo moči modela. Ne izgleda, kada je pristol, pa vidiš, da ne bo. Pa markelo vzdiči. Zdaj se pridati model, se tudi koridete, avioni za tega leti. Tu drugi fotografija. Ok? Patas? Celu. Manipulativa tvoja. Ja, ćemo dirati. Ja, to, zdaj se počasi modelari zbirajo za skupinsko fotografiranje. Vse fotografe, vse tiste, ki bi radi naredili spominsko fotografijo za sebe, varam, da pridete kar tukaj do mene. 3-4 slikite! Tako, ja. Date vi ste une dvete malo na sredino še noter, da se nešto bolj skupaj, ja? Kako jih dejte, da ta eden drugega gledala? Kristjan, pomni, ja. Ti pa ti mi skoro malo slika. Tvoje jači, pa ne bo. Ne, smisel ni bilo zapere, da v to vnos gledali. Смотри, фанти се смотрили ли? Malo bliži za naprej. Maмо.
Lahko, ekran voda, kjer boste dovolili, zamenjamo še različnih rezultatov. Bodo da bomo kaj potkali. Najboljšim tekmovalcem v kategoriji motornih modelov s hladnim motorjem Miha Kramberger, Stričo, Židovčič in Klemen Perič. Hvala lepo, fantje. Christian Brejc, Christian Schindler in Marko Frank. Hvala lepa, tako smo najboljšim. Janko Kajten v obliki Uroša Liliča, Matjaž Renec in Zdenko Kačar. Za najbolj atraktivne modele Aleš Gaškovič, Uroš Lilič in Peter Lenz. Da fotografirati. Tako, iz rok gospoda Prhalca oziroma Žigarja pa lahko prejmete tudi 15. avgusta prav na tem letališču. Torej 15. avgust 2014 se ponovno vidimo. Hvala, ker ste bili z nami. Seveda pa lahko sedaj vsi tisti, ki še želite opraviti svoj polet, to tudi storite. Na Flightlineu imamo napisanega Raymond Gancer za njim.